Bi lahko recimo država posegla v to področje, da bi zmanjšali na dolgi rok količino plastike? Ja, rešitev je ogromno, ne. Se mi zdi, da ena taka zelo nam pred pragom dobesedno, a ne, ki jo razumemo vsi ljudje, je kavcijski sistem, a ne. Recimo v Avstriji so ga uvedli letos, ima ga že 16 držav Evrope, tam vse dobro funkcionira, mislim, ni nekih zapletov, ljudje to razumemo, a ne. Kupiš plastenko, pločevinko in to vrneš nazaj za neko kavcijo, a ne. Tako kot steklenice, ne? Seveda, ne, in tukaj se v bistvu ta del, ki je pa v resnici tudi zelo reciklabilen, a ne, PET plastika se da super reciklirati, torej vrniti nazaj, a ne, v sistem, bi dobili noter hitreje, a ne, in tukaj tudi prihaja do dobrega nadzora in tako naprej. To je za eno vrsto, a ne. Potem je pa še vrsta drugih možnosti. Meni se zdi zelo zanimivo, pa bom omenila, no, tudi na globalni ravni potekajo razna pogovarjanja, pogajanja, a ne, in zdaj ta pogajanja o prepovedi te virgin, a ne, plastike, novih proizvodov in vnosa večjih in večjih količin na trg potekajo, ampak so zastala recimo na zadnje in to zaradi, ne, tistih držav, ki v resnici so največje proizvajalke nafte, ne. Torej, na nek način se mi zdi tudi v globalu, a ne, je dobro razumeti ta problem, ker plastika je iz nafte, a ne, in na eni strani v resnici povzroča tudi enormne dobičke naftne industrije. Torej, kaj vse je pa možno, a ne, pripeljati do tega, da bo te plastike v obtoku manj, da bo bolj kvalitetna, vrsta možnosti je.